Živjo! No, zdaj sem pa na lokaciji tukaj na Dunaju, kjer zaključujemo tole stanovanjsko kubi hišo, dom za svobodne ljudi. In danes vam ga bom razkazal od bližje, zato da boste videli, kako kubi stanovanjska hiša stoji na lokaciji, da vam ne bom vedno kazal samo iz proizvodne, ampak enkrat tudi tisto finalno na vrtu, tam, kjer mora biti, v naravnem okolju. Evo, tole je dnevni prostor s kuhinjo, tukaj za mano, zdajle delamo še finalna dela, se pravi polagamo pod, vgradimo notranja vrata in pol je projekt tudi uradno končan. Ogrevanje imamo že noter, se pravi IR paneli, tukaj nad mano, tamle imamo tudi dogrevanje s klimo oziroma klimo tudi za hlajenje. Zraven tukaj imamo kopalnico in zanimive so tele lesene obloge iz lesenih smrekovih plošč, lepljenih, in zgleda, da bomo to v bodoče tudi kar preferirali in da vas bomo probali prepričati v lesene namesto v belene, ker tole izpade res noro dober. Tukaj imamo naprej zimski vrt, oziroma kot nek podaljšek dnevne sobe. Zimski vrt ima tudi dva velika okna oziroma eno panoramsko premično stekleno steno pa eno fiksno okno, ki gleda, ne boste verjeli, na jezero. In tale hiška stoji v bistvu enih 15 metrov stran od enega jezerčka, to je neko počitniško naselje, kjer ljudje dejansko tudi živijo. In lokacija za kubi hiško je tale res genau taka, ki mora biti. Takole izgleda tipska kubi kopalnica, se pravi, če naročite kubi hiško, na ključ dobite takšno kopalnico. Se pravi, noter imamo od kolpasan tuš kabino, Hansgrohe kljuke, noter imamo bojler, tukaj konkretno je pretočni bojler, tega še testiramo, imamo pa standardno v ponudbi 50-litrski slim bojler, ki tudi zasede zelo malo prostora, pa tudi nobel zgleda. Tole so kompaktne plošče, ki nadomestijo keramiko. In vse, kar vidite v kopalnici, je vodotesno za vsak slučaj, če pride do kakšnega izliva vode ali pa kaj takega, da voda ne bi prišla v leseni skelet. Po celi hiši je razpeljana tudi rekuperacija za prezračevanje, zato da imamo v hiši svež zrak. To je zato, ker so lesene, skeletne oziroma montažne hiše danes narejene zrakotesno, zato da je konstrukcija bolj obstojna. In rekuperacijo naredimo zato, da pač imate noter svež zrak. Zdajle sem pa na terasi. Ta terasa konkretno 6x3 metre, se pravi ima nekje 18 kvadratov in tukaj je dovolj prostora za postaviti mizo, stolčke, kakšen počivalnik, vse imate pod streho, pa v bistvu je dovolj prostorna tudi, da imate praktično cel dan v senci. Tukaj pa dejansko sonce zahodno to teraso pozno popoldne, se pravi obsije, in smo naredili še skrin senčila, zato da lahko ta del hiške oziroma terase tudi zasenčimo. Verjetno vas zanima tudi cena take hiše, konkretno tale v velikosti 65 kvadratov je, se pravi, cenovno nekje, govorim na ključ, okrog 1900–2000 evrov na kvadratni meter. Na ključ pomeni, da imate noter fertik kopalnico, ogrevanje, prezračevanje, komplet elektroinštalacije z vtičnicami, stikali, lustri, finalno položen pod, strop, stene, skratka vse, kar rabite, da se noter preselite, dodate samo še pohištvo. Evo, takole, iskreno, res iskreno bi se rad zahvalil vsem, ki nam sledite, ki nas podpirate, vsem našim obstoječim kupcem in tudi bodočim kupcem, ker tale stanovanjska hiša je dejansko rezultat vaših želja, vaših potreb, mi smo samo poslušali pa razvili ta izdelek. Tako da za vse tiste, ki si želite živeti v naravi, pa ste mogoče že obupali, tole je realna možnost, da vas spravimo v lastno hišo. Pomeni, da lahko za nek normalen denar, sicer na majhni kvadraturi, kar jaz vidim kot veliko prednost, živite v svoji hiši, v naravi, nekje na robu vasi, imate svoj vrtiček, imate svojo teraso, svoj mir in tale hiša je točno takšen konkreten primer. Tako da, če vas to zanima, dajte nam res poslati povpraševanje. Hiške so cenovno zelo dostopne, so pa narejene na najvišjem nivoju. Pomeni, to ni mobilna hiška, to ni kontejner, ampak gre za ta pravo stanovanjsko hišo, ki pa jo na lokaciji postavimo v 3 dneh. Hvala še enkrat, se vidimo. Čau, čau.